kar je pomembno, je to, da se vprašamo, kaj je vzrok naše napake, ki smo jo storili. In potem, ker mi vedno, jaz vidim, recimo ekipa je navajena, da se dogajajo razno razni izzivi, pa jih potem rešujemo, pa ponad prijo do mene, to smo že rešili, se je pa to zgodilo. Ne? Jaz sem pa tisti, ki pravim biti ta glas podjetja, ki se vedno vprašam, kaj je vzrok. Zakaj se je to zgodilo, dajmo se naučiti, ne spet, kdo je to naredil. Včasih tudi to je potrebno na koncu vprašati, zaradi tega, da ga naučimo preprosto sodelavca, ne zato, da ga okrivimo. In ponavadi ta vzrok si ljudje ne želijo ugotoviti, ker preprosto zaradi dnevnih izzivov grejo naprej in jaz sem tisti, ki mora to zadevo ustaviti do točke, da reče, dajmo najti vzrok, pogledamo, se naučimo nekaj iz tega, implementiramo sistemski izziv, treba je spremeniti nekaj v sistemu ali pa naučiti nekaj novega nekoga in potem gre zadeva naprej. Tako da ta radovedno spraševanje, kaj delamo sploh tukaj, velikokrat se je treba to vprašati v organizacijah, kakšen namen ima ta sestanek, kaj smo odnesli iz tega sestanka.